Okej. Lepo pozdravljeni na, drugi današnji ponovitvi, dogodka Med branjem oči skačejo po besedah, ki se odvija v okviru, Evropske noči raziskovalcev 2021. Zgolj informativno, dogodek se snema, v kolikor ostanete, na sami prireditvi, nato pristanete, če imate proti temu kakršnekoli, zadržke, vas prijazno prosimo, da pošljete elektronsko pošto na, email, ki ga vidite na zaslonu. Če pa ste tukaj, v okviru šole, vas lepo prosimo, da v komentarje zapišete, s katere šole ste in koliko udeležencev, iz vaše šole je na tem dogodku. Torej, kdo smo danes z vami? Z vami smo, Franc Marušič, Rok Žavcer in Petra Mišmaš, trije jezikoslovci, ki delujemo na Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici, in pa na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Več o nas in o našem delu si lahko preberete na, spletni strani centra, ki, jo vidite na zaslonu. Lahko pa, nam sledite na različnih družabnih omrežjih Fakultete za humanistiko, povezave vidite prav tako na zaslonu. Torej, o čem bomo danes govorili? Naslov dogodka je Med branjem oči skačejo po besedah, kar pomeni, da bomo danes govorili o branju, premikanju oči in pa o jeziku. Kaj nas zanima? Zanima nas, kaj lahko o jeziku izvemo s pomočjo premikanja oči med branjem. No, da bi odgovorili na to vprašanje, se moramo najprej vprašati, kaj je pravzaprav branje, in gre za proces, ki ga je relativno težko opisati. Vsekakor vemo, da je branje način komunikacije, v njem, prejemniki informacije izvejo nekaj novega, medtem ko tisti, ki so besedilo zapisali, podajajo informacije od sebe. V okviru branja, vemo, da, govorci oziroma bralci prepoznavamo simbolov in ne le to, prepoznavamo simbole, ne le to, simbolom tudi pripisujemo pomen, ne le simbolom, torej ne le posameznim besedam, črkam, črke nimajo pomena, ampak besedam. Pomen pripisujemo tudi zaporedju simbolov, ki ga vidimo pred sabo. In če to, danes bomo govorili predvsem o branju z očmi, seveda, oziroma zgolj o tem tipu branja. To seveda ni edini način branja, konec koncev vemo, da lahko berejo tudi, posamezniki, ki imajo okvare vida, motnje vida. V tem primeru branje poteka, preko prstov. Ne glede na to, za kakšen tip branja gre pravzaprav za zelo podobna, gre za enak, proces. Ne glede na to, za kakšen način branja gre torej pri branju za način rabe jezika, zaradi česar je celoten proces seveda zanimiv za jezikoslovce. Kaj pa se pri tem procesu dogaja? Verjetno tista najbolj splošna lastnost, ki jo bomo, pripisali branju, je to, da pri branju z očmi potujemo po besedilu. No, če bi bilo to, premikanje po besedilu potem, povsem običajno, brezizjemno in, tekoče, branje verjetno ne bi bilo pravzaprav zanimivo za raziskovanje, vendar se je že zelo hitro v raziskovanju branja izkazalo, da se oči po besedilu ne premikajo zvezno, ampak v kratkih, hitrih premikih, tem rečemo sakade, in kratkih postankih, ki se jim reče fiksacija. No, to je, že v poznem 19. stoletju odkril francoski oftalmolog Louis-Émile Geval. In konec koncev, ker vemo, da se pri branju dogaja nekaj posebnega, da torej, po besedilu potujemo v kratkih premikih in postankih, vemo, da moramo ta proces opazovati natančneje, kar pomeni, da potrebujemo določeno tehnologijo, ki nam bo branje pomagala opazovati natančno in to dogajanje med branjem pravzaprav tudi meriti. No, s tem namenom so bili izumljeni sledilniki premikov oči. No, sam Geval je prvotno oči bralca zgolj spremljal v ogledalu, kar nam seveda ne omogoča natančnejših meritev premikov oči. Potrebne so bile, določeni, napredki v samem spremljanju premikov oči, zaradi česar so bili izumljeni prvi sledilniki očem. No, prvi sledilniki očem, iz leta 1908 so bili pravzaprav mehanični. To pomeni, da so bralcu med branjem, v oko vstavili lečo, na kateri je bil pripet kazalnik,
opazovalci pa so to spremljali, kako se premika kazalnik ob bralčevem branju besedila. Gre seveda za invaziven, neprijeten postopek, zaradi česar so sledilnike o čem razvijali naprej. In kmalu prišli do tega, da so spremenili tehnologijo oziroma spremenili način sledenja očem tako in spremljali premike oči tako, da so bralcem v oči usmerili bodisi svetlobo ali neki tip elektromagnetične energije in nato spremljali odbijanje tega. Prvi tak sledilnik je tule na vaši desni. Seveda pa mislim, da je zelo očitno, kako velik je ta sledilnik in kako nepraktičen je, zaradi česar se je seveda tehnologija sledenja očem razvijala naprej. No, danes so sledilniki očem bistveno manjši, delujejo pa na principu kamere, torej snemamo premike oči. Pred vami sta dva sledilnika očem, tega na levi lahko najdete na Univerzi v Novi Gorici, medtem ko je ta na desni primer iz spleta, gre za primer, ki je namenjen za komercialno rabo, kar pomeni, da ga lahko pravzaprav kupi kdorkoli, si ga postavi na ekran in uporablja za domače namene. Pri tem sledilniku torej vidimo, da je bistveno manjši in sam sledilnik oči je dejansko tole, medtem ko je to ekran, na katerem predvajamo čemurkoli pač želimo slediti. Del sledilnika očem pa je tudi v bistvu nastavek, na katerega prosimo bralca, da postavi da se fiksira svoj pogled, ker bo to pomagalo odšteti od premikov premike glave. Nekateri sledilniki očem to težavo rešijo tako, da so pravzaprav namontirani na nekaj kot očala, kar pomeni, da se premikajo skupaj z glavo. No, kako deluje sledilnik očem danes? Torej še vedno usmerjamo nekaj v oko in spremljamo premike, in sicer danes s pomočjo odseva infrardeče svetlobe od zrkla spremljamo položaj zenice med branjem. Torej, infrardeča svetloba je usmerjena v statično točko in nato primerjamo, kako se premika zenica. Vse skupaj je neinvazivno, neboleče in neprijetno. Ampak če je to sama tehnologija sledenja premikov oči, ki je pravzaprav del računalništva, oftalmologije in tako naprej, se moramo vprašati, zakaj to vse skupaj zanima jezikoslovce. Da pa bi odgovorili na to vprašanje, se moramo najprej vprašati, kaj počnemo jezikoslovci. Preprost odgovor je, da preučujemo jezik. Naslednje vprašanje pa je seveda, kako to počnemo. Odgovorov na to vprašanje je več, oziroma možnih odgovorov je več. Lahko namreč samo spremljamo, kako ljudje govorijo, lahko na primer potujemo po različnih delih države in zapisujemo, kako v različnih dialektih ljudje rečejo različnim rečem, lahko enako počnemo za marsikateri jezik. Lahko gremo korak dlje in govorce vprašamo o tem, kaj si mislijo o določenih stavkih, besedah, besedilih in tako naprej in spremljamo njihove odzive, torej kako bi interpretirali določen stavek, ali mislijo, da bi kdajkoli rekli in tako dalje. Še naprej gremo lahko pravzaprav na področje nevrolingvistike, torej na slikanje možgan. V tem primeru spremljamo, kako se obnašajo možgani govorcev, ko so izpostavljeni jezikov, bodisi ko poslušajo jezik, ko govorijo, ko berejo. Lahko pa zgolj spremljamo, kako se osebki obnašajo, ko so izpostavljeni jeziku, na primer med branjem, kot na primer počne psiholingvistika. Zakaj je to branje tako zanimivo za jezikoslovce? No, kar vemo o branju kot znanstveniki je, da v branje oziroma premike oči, da so v branje ali premike oči vključeni 4 kognitivni sistemi. Pozornost, vedeti moramo, kaj beremo, vid in kolomotorični nadzor, to gre za nadzor možgan nad očesnim živcem. Ta dva sistema sta seveda drugačna pri brajici, pri branju brajice. No, in nenazadnje je v branje vključeno samo procesiranje jezika, eden izmed osnovnih kognitivnih sistemov, in ravno zaradi tega, ker je v branje vključen ta sistem, je branje zanimivo za nas kot jezikoslovce. No, kaj se pravzaprav dogaja med branjem?
Že smo videli, da se bralci z očmi premikajo v besedilu, in sicer v kratkih v premikih in nato postankih, torej v naših sakadah in fiksacijah. Ko so bralci fiksirani na določeno besedo, se zajamejo nekako več informacij, ne zgolj točke, ampak več črk okoli točke, na kateri so fiksirani. Pri branju pri branju črkovnih abeced zajamejo nekako 7-8 črk, medtem ko pri branju pismenk zajamejo približno 2,5 pismenki. Zanimivo je, in zaradi česar so se pravzaprav jezikoslovci začeli osredotočiti na branje, je to, da to premikanje po besedilu ni naključno, pač pa nanj vplivajo številni dejavniki. Na primer, dolžina besede, daljša kot beseda, dlje časa oziroma večkrat se bomo morali kot bralci ustaviti na njej. Pomemben bo tip besede, in to se zanimivo vidi na tej sliki na levi strani ekrana. Torej, kar vidimo je, da se fiksacije, torej te krogci, ne dogajajo na vsaki besedi, ampak nekatere besede bralec preskoči. Preskočimo običajno funkcijske besede. To so besede, ki nimajo svojega pomena, pač pa dobijo pomen znotraj celotnega besedila. To so zelo pogoste besede, na primer vezniki, predlogi in tako naprej. Prav pogostost besede je eden od faktorjev, ki prav tako vpliva na premikanje po besedilu, in sicer pogostejše besede bomo bralci prepoznali hitreje kot redkejše besede. Na samo premikanje oči po besedilu pa vpliva tudi struktura stavka. Povedano preprosto, preprostejše strukture bomo bralci prebrali hitreje. Načeloma pri branju držita dve načeli, odkriti že relativno hitro, in sicer načelo trenutnosti in načelo očesu umu. Načelo očesu umu, če začnemo pri drugem, je načelo, v skladu s katerim bomo z očesom ostali na besedi tako dolgo, kot jo bomo procesirali. To pomeni, da se čas, ki je potreben za procesiranje besede, odraža v trajanju pogleda. Težje kot nekaj sprocesiramo, dlje bomo ostali na besedi. Hkrati pa velja tudi načelo trenutnosti, v skladu s katerim bo bralec skušal besedo interpretirati takoj, ko jo bo srečal, četudi bo to pomenilo, da se bo kdaj odločil za napačen pomen. To je prikazano v primeru 1. Torej, sprehajal se ob reki in strmel v pot. Kaj bomo v tem primeru naredili bralci? Verjetno bomo besedi pot pripisali pomen cesta, torej tisto, kar je pred komorkoli se pač sprehajal po tej poti. Vendar pa lahko ta stavek postavimo v kontekst, ki nam bo pokazal, da smo besedi pot pripisali napačen pomen. Torej, sprehajal se ob reki in strmel v pot, ki je njegovi sopotnici tekel po čelu. Sobesedilo nam torej pokaže, da je pravilna interpretacija besede pot oziroma pot tista, ki pomeni izloček iz telesa, torej švic. V teh primerih bodo bralci običajno sicer prepoznali besedo in šele nato, ko bodo srečali preostalo besedilo, skočili nazaj na samostalnik, ki so ga razumeli narobe, in poskušali interpretirati drugače. Zanimivi so tudi primeri z klitikami oziroma zaimki, ki morajo bralci pripisati pomen glede na sobesedilo. Takšen primer je v 2. Tamara je srečala Tino, ki je lani kupila darilo. Dokler preberemo samo ta del povedi, ne bomo vedeli, kdo je komu kupil darilo, in nam bo to skrivnost pomagalo razrešiti šele nadaljevanje povedi, torej, ki ga je Tina užaljeno vrnila. Tudi v teh primerih bi se bralci verjetno vrnili nazaj na kritiko, ki v prvem branju niso znali pravilno pripisati pomenu. Ena izmed prvih in najvplivnejših študij, ki je izrabila ti dve načeli, ki držita pri branju, je študija Lynn Fraser in Kita Reinerja iz leta 1982. Gre za študijo z zapeljanimi stavki oziroma guided stavki. Zapeljani stavki so tisti stavki, ki bralca vodijo po določeni poti, vendar ga nato v neki točki prepričajo, da so ga peljali na napačno pot, zaradi česa bo moral bralec nazaj na začetek besedila in ugotoviti nov pomen celotnega besedila pred sabo.
Primer tega je v ena, ker jo že zelo rad kuri kresove, sovraži že cela vas. Kaj se bo zgodilo v tem slovenskem zapeljanem stavku? Bralci bodo prebrali stavek, ker jo že zelo rad kuri kresove, in mislim, da bo tu nekje konec stavka, torej da je samostalniška zveza kresovi predmet glagola kuriti. Vendar bomo stavek poved nadaljevali z sovraži že cela vas, zaradi česar bo moral bralec pravzaprav skočiti nazaj v besedilu in ugotoviti, ali lahko celotni povedi pripiše smiselno skladenjsko strukturo. Dejansko nam pri tem v slovenščini pomaga že pravopis, se postavimo vejico na stavčno mejo. No, te težave pa ne reši pravopis v angleščini, kar sta izrabila tudi Fraser in Reiner, ki sta preučevala stavke, kakršen je ta v ena, torej the girl knew the answer was wrong. V angleščini namreč velja, da lahko pri nekaterih odvisnih stavkih izpustimo veznik, kot je to razvidno v ena. Zanimalo pa jo je, kakšno strukturo bodo te povedi pripisali govorci angleščine. Torej, ali bodo samostalniško zvezo odgovor interpretirali kot predmet glagola vedeti, ali bodo počakali do konca povedi in nato pravzaprav šele razumeli stavek. Imela sta teoretično predpostavko, ki sta jo skušala potrditi oziroma zavreči, in to sta skušala narediti prav s pomočjo študije premikov oči, in ugotovila, da bralci skušajo stavku vedno pripisati najmanjšo možno strukturo, kar ti jo lahko, kar pomeni, da vsako besedo vgradijo v stavčno strukturo takoj, ko jo slišijo. Kar se dogaja tudi v drevesu ena, torej jezikoslovci stavčne strukture radi prikazujemo z drevesi, kot vidite na ekranu. No, in kar sta ugotovila Fraserjeva in Reiner, je, da bodo govorci stavku pripisali najmanjšo strukturo in šele, ko bodo slišali preostanek stavka, se bodo vrnili nazaj in stavku pripisali kompleksnejšo strukturo. Seveda pa se nato pojavi vprašanje, ali lahko s premikanjem oči preučujemo zgolj zapeljane stavke in zgolj primerjali iz angleščine, in odgovor je seveda ne. In v nadaljevanju lahko predstavimo primer problema, ki ga lahko v slovenščini preučujemo s pomočjo premikanja oči, in sicer bomo govorili o ujemanju. Kaj je ujemanje? Ujemanje je odnos med osebkom in povedkom stavka, zaradi katerega imata osebek in povedek vedno enak spol oziroma in pa število. Torej, če imamo osebek Maja, bomo imeli tudi povedek v ženskem spolu. Torej, Maja je bila prepravljena, ampak Miha je bil pripravljen. Poleg ujemanja velja v slovenščini tudi to, da se lahko osebek pojavi znotraj povedka. Torej, včeraj je Maja bila pripravljena. Zanimivo je tudi, da imamo lahko v slovenščini osebke, ki so sestavljeni. To pomeni, da se v njih pojavi več kot en samostalnik, in ti samostalniki so lahko različnih spolov oziroma tudi števil. Na primer, Breskve in jabolka, Tone in Janja in tako naprej. Vprašanje je, kaj naredimo s povedkom v teh primerih, in odgovorov je več. Ena izmed možnosti je, da v teh primerih ne glede na spole, ki se pojavijo v osebku, povedku podamo moški spol. Torej, v kuhinji so bili pripravljeni breskve in jabolka. Druga strategija, ki jo najdemo v slovenščini, pa je, da povedku damo tisti spol, da podamo povedku spol glede na to, kateremu delu osebka je bližje. Torej, če je bližje delu osebka v ženskem spolu, bomo tudi povedek podali v ženskem spolu. Torej, v kuhinji so bile pripravljene breskve in jabolka, če pa je povedek bližje delu osebka v srednjem spolu, bomo tudi povedek izrekli v srednjem spolu. Torej, breskve in jabolka so bila pripravljena v kuhinji. Seveda pa nato sledi vprašanje, kaj zgodimo, ko se povedek pojavi na obeh stranih sestavljenega osebka. Torej, kadar imamo povedek,
ločen sestavljenim osebkom, nato pa nadaljujemo cel povedek, torej osebek se pojavi v sendviču povedka. Logični odgovori za osebek, ki je sestavljen iz ženskega in srednjega spola, so 4. Prvi je, da bomo uporabili privzeto ujemanje v slovenščini, torej povedek v moškem spolu. V kuhinji so bile posode in korita očiščeni zelo temeljito. Druga možnost je, da bomo celotni povedek ujemali z ženskim spolom, torej v kuhinji so bile posode in korita očiščene zelo temeljito. Tretja možnost, s srednjim spolom. V kuhinji so bile posode in korita očiščena zelo temeljito. In končno, zadnja možnost, teoretično zanimiva, je, da bomo del povedka, ki je bližje delu osebka v ženskem spolu, ujemali ženskim spolom, in del povedka, ki je bližje delu osebka v srednjem spolu, ujemali srednjim spolom. Torej, v kuhinji so bile posode in korita očiščena zelo temeljito. Kaj naredimo kot jezikoslovci? Izberemo eno od možnosti, na katero se bomo osredotočili na raziskavi. Za potrebe današnjega predavanja bomo izbrali opcijo 4 in rekli, da bodo govorci izbrali zadnjo možnost, sendvično ujemanje, se temu reče. Kako bomo ugotovili, ali imamo prav? Izbrali bomo metodo, s katero bomo preverjali, ali imamo prav. Za danes bo to metoda sledenja očem. Nato bomo oblikovali primere za vsako od možnosti, ki jih preverjamo, ne samo za tisto, ki nas najbolj zanima. Nato bomo oblikovali primere, ki jih bomo pomešali med tiste, ki nas zanimajo. Temu se reče mašina in s tem v bistvu zakrijemo, kaj pravzaprav testiramo kot jezikoslovci, zato da govorci ne razvijajo strategije, s katero rešujejo problem, s katerim se srečajo. Nato poiščemo osebke, jih povabimo pred sledilnik očem, izvedemo meritve, in te meritve preračunamo, posplošimo in tako naprej, ugotovimo, ali so razlike med njimi značilne ali ne. In nato vidimo, ali smo imeli prav ali ne. In kaj konkretno pričakujemo v tem primeru? Če pričakujemo, da je ena od 4 možnih strategij v slovenščini najboljša za govorce, pričakujemo, da jo bodo govorci uporabili najhitreje. Da bodo za razumevanje teh stavkov v celoti potrebovali najmanj časa oziroma potrebovali najmanj časa tudi za posamezne dele povedka. No, to je sicer že bilo izmerjeno z nekaterimi težavami, zato o samih rezultatih te študije ne bomo govorili, ampak kar vidite na tej sliki je en primer rezultatov narejenih s pomočjo sledilnika očem. Zakaj torej rabimo študijo premikov oči kot jezikoslovci? Videli smo 2 primera tega, da smo testirali 2 različni jezikoslovni hipotezi. No, kadar delamo nekaj takega, moramo natančno oblikovati primere, ki jih nato uporabimo v samem eksperimentu. Lahko pa gremo precej bolj splošno in damo osebkom brati kakršnokoli besedilo in na podlagi tega zbiramo podatke o branju oziroma procesiranju jezika nasploh. Lahko pa študije premikov oči uporabimo tudi za izdelovanje modelov premikov oči in pa v povezavi na teorijo jezika. Seveda to ni edina uporaba študij premikov oči, študije premikov oči med branjem niso namenjene zgolj za jezikoslovne namene. Pogosto so na primer v raziskovanju oglaševanja, kar je prikazano na sliki pred vami, kjer v bistvu lahko zelo lepo vidimo, kam se usmerijo oči bralcev na ekranu, na podlagi česar lahko tudi spremenimo, kam na ekranu podamo oglase. Seveda pa je potem širše vprašanje tudi, zakaj pravzaprav sploh rabimo študije jezika. In spet, odgovorov je več. V najširšem pomenu nam študije jezika pomagajo bolje razumeti splošno kognicijo, torej človeško rabo mišljenj, procese, ki se dogajajo v naših možganih. Študije jezika so prav tako pomembne zato, da bolje razumemo, kaj se dogaja pri posameznikih, ki imajo težave oziroma motnje pri rabi jezika, na primer osebki s disleksijo, afazijo in tako naprej. In seveda korak naprej, na podlagi naših dognanj lahko tudi razvijamo določene terapije za tovrstne osebke. Znanje nam lahko pomaga tudi razvijanju metod učenja branja oziroma tudi učenja jezika.
Lahko pa nam pomaga seveda tudi pri razvijanju tehnologije. Kaj je torej veliki zaključek današnjega predavanja? Preučevanje očesnih premikov med branjem torej pomaga razumeti tako predvsem jezikovno procesiranje, to je enega od osnovnih človeških kognitivnih procesov. Hvala. Vprašanja po snemanju.